Ja, naša četrta abonmajska predstava je res tukaj v Mariboru, v Slovenskem narodnem gledališču. Ogledali si bomo Leharjevo opereto Vesela vdova. Namreč mi vsako leto v program našega abonmaja damo eno predstavo, katero si gremo ogledati ali v Ljubljano ali v Maribor. Tako da smo že res lansko leto želeli priti v Maribor na ogled tele operete, letos je to uspelo. Preko 300 nas je iz Šmarja oziroma tudi iz drugih krajev, vseh abonentov, ki imajo pri nas abonma, nekaj je tudi iz teh stopnic za izven. Želimo pa z tem programom in takim, ki ga imamo, in letošnji moram reči, da pa tudi po potrditvi abonentov je izjemno dober, kvaliteten, vse stvari so, bomo rekli, gledališko vrhunske, skušati z programom abonmaja ljudem dati res tisto pravo gledališče ali opero, opereto, medtem ko mogoče neki čisto lahek žanr damo pa za izven. Skratka, bomo rekli po svoje tudi neka vzgoja ljudi, čeprav imamo v glavnem vzgojene, gledališko vzgojene abonente, ampak vsaka predstava, zlasti pa kadar greš nekam drugam, nekak nadgradi. Ja, lahko rečem, da nekako je stalno, mi imamo okoli 270 rednih abonentov, ostalo prodamo karte, kadar je za izven. Moram sicer povedati, da je veliko abonentov tudi iz sosednjih krajev, recimo tudi Šentjurja, Dramelj, Ponikve, Obsotelja. Lahko mogoče malo rečem razočarano, da bi jih več pričakoval iz samega Šmarja, samega trga Šmarja, mogoče tudi več pedagoških delavcev, te zelo pogrešam v okviru takih prireditev, ki se mi zdi, da je to le ena stvar, ki celostno oblikuje človeka. Skratka, lahko rečem, da smo zadovoljni z vpisom, da so v glavnem tudi, jaz upam, da abonenti zadovoljni z našim programom. No, za februarsko že vemo v glavnem, to bo predstava iz Slovenskega ljudskega gledališča Celje. Predstava gre za komedijo, mogoče malo lahkotnejšo tokrat, Sleparja v krilu. Za tisto zadnjo, ki bo pa v mesecu marcu, pa še čakamo trenutne premiere po slovenskih gledališčih, namreč mi oblikujemo abonma v glavnem sproti, skušamo tudi slediti repertoarju slovenskih gledališč in skušamo uvesti v abonma čim več novosti, tako da nikoli na začetku, ko razpisujemo, ne moremo napovedati, katere predstave bodo skozi vse leto.